Dober večer vsem, ki ste se povezali preko aplikacije Zoom in tudi vsem, ki nam sledite v prenosu na Facebooku. Pozdravljam vas v imenu vokalne skupine glasbene matice Vikra in naše dirigentke Petre Grassi. Izrekam vam prav toplo dobrodošlico na 4. srečanju iz niza kulturnih dialogov Izjeme Eccezioni, ki je nastal pod umetniškim vodstvom dirigentke Petre Grassi.
Dovolite mi na začetku, da vas spomnim, katere so bila prejšnja srečanja tega našega niza. V januarju dotiki in odmiki na zahodu slovenstva in scontri sul confine orientale s profesorjem Jernejem Ščekom v italijanščini. V februarju zven in pomen Preširnovih poezij v novem italijanskem prevodu Mirana Košute z izrednim univerzitetnim profesorjem Miranom Košuto v slovenščini. V marcu Vikra za enakost spolov, Vikra per la parità di genere s 3 pevkami in doktorico medicine, specialistko ginekologije Federico Skrimin v italijanščini. Vsa prejšnja srečanja si lahko ogledate kadarkoli, ker so na voljo na našem kanalu Vikra na YouTubeu. Preden začnemo, pa še kratka navodila za poslušalce. Vljudno prosimo, da izklopite mikrofone. Ponovno jih boste lahko vklopili na koncu tega pogovora, ko bo čas za vprašanja. Morebitna vprašanja torej lahko zastavite na koncu osebno ali pa preko klepetalnice. Če pa se vam porodijo sredi pogovora, jih lahko zapišete sem spodaj v klepetalnico vsem ali pa zasebno komu od osebja, ki je označeno s podčrtajem Vikra staff. Tudi poslušalce na Facebooku vabimo, da vprašanja, komentarje, vtise delite z nami v temu namenjeni klepetalnici, da jih potem lahko delimo s celotnim občinstvom. No, zdaj pa zares. Veliko čast mi je, da lahko nocoj predstavim svoji domači in tudi širši publiki takega uglednega gosta, izrednega profesorja, doktorja Mateja Šeklja, ki je tudi moj profesor in me v bistvu spremlja v mojem študijskem procesu vse od njegovega začetka do danes. Profesor Šekli, prav lepo pozdravljeni. Najlepša hvala tudi za povabilo in pozdrav vsem, ki so z nami. Ja, jaz bi vam zelo rada izrekla tudi dobrodošlico tu pri nas v Trstu, ampak razmere nam tega seveda ne dovoljujejo. Nam pa razmere hkrati omogočajo, da smo danes združili ljudi z zelo različnih koncev slovenskega prostora, kar je sicer tudi pozitivno. Profesor Šekli, v vaši biografiji beremo, da ste leta 2001 diplomirali iz primerjalnega slovanskega jezikoslovja in slovenistike, leta 2007 doktorirali iz jezikoslovja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Trenutno predavate predmete z področja primerjalnega jezikoslovja slovanskih jezikov na oddelkih za slavistiko, za slovenistiko in za primerjalno in splošno jezikoslovje že prej omenjene fakultete. Ste tudi sodelavec Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. V svoji znanstveno-raziskovalni dejavnosti se posvečate primerjalnemu jezikoslovju slovanskih jezikov, zgodovinski slovnici in dialektologiji slovenskega jezika, slovenskemu imenoslovju in jezikovnemu stiku slovenščine s sosedskimi jeziki. Razvidno je torej, da se ukvarjate z jezikoslovjem, to je vedo o jeziku ali o jezikih, ampak specifično s tistim delom jezikoslovja, ki mu pravimo primerjalno oziroma primerjalno zgodovinsko jezikoslovje. Zdaj, zakaj se posvečate zgodovini jezika in zakaj menite, da je pomembno poznati zgodovino jezika? Ja, zato, ker je treba poznati seveda, odkot je jezik prišel, kdaj je prišel recimo na ta prostor, kjer se zdaj govori, odkot je prišel, odkot izvira, kako se je v tem prostoru udomačil, kateri jeziki so bili tu pred njim, kateri so prišli potem torej za njim in so okoli njega danes. Skratka, vsa ta vprašanja nam pomagajo bolje spoznati zgodovino tega jezika, kar je pa seveda tudi del naše jezikovne in končno tudi kulturne identitete. Najprej spoznamo svoj jezik, sosedske jezike, druge tuje jezike, klasične jezike in seveda tudi potem globalni jezik in to seveda gre vse z roko v roki. Zdaj, mogoče je ravno v tem času, kot vedno bomo rekli, se primerjalno jezikoslovje, zgodovinsko jezikoslovje je vedno aktualno, ampak ravno zdaj v tem času imamo zopet, bom rekel, neke polemike o izvoru slovenskega jezika. Če ste kaj spremljali, je ravno pred nekaj dnevi, 9. aprila letos, Komisija za slovenski jezik v javnosti pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti izdala eno izjavo, vprašanje
sorodnosti med slovenščino in veneščino, primer Ostiarej. Vemo, da kljub temu, da primerjalno jezikoslovje o zgodovini jezika v bistvu govori že več kot 200 let, še vedno imamo neke alternativne, tako imenovane teorije o nastanku slovenskega jezika. Ena izmed teh je recimo ta venetska. In primerjalno jezikoslovje lahko ravno odgovori na ta vprašanja. Zakaj slovenščina ni recimo nastala iz veneščine, ki je izpričana približno 2500 let torej nazaj, od našega časa. Podobno lahko beremo tudi na nekaterih domačih straneh, lahko tudi katerih publikacijo, trditve, ne vem, da je slovenščina nastala iz hrvaščine ali da je hrvaščina nastala iz slovenščine. Skratka, kot vidimo, ta vprašanja so v bistvu zelo aktualna. Ljudi zanima, odkot je jezik, ki ga govorijo. In primerjalno jezikoslovje, zgodovinsko jezikoslovje lahko odgovori ravno na ta vprašanja. Mogoče bi se lahko za začetek malo zaustavili pri naslovu tega našega srečanja. Torej, naslov predstavlja slovenščino kot jezik, ki se je oblikoval med Južno Slavijo in Srednjo Evropo, kar pomeni nekako opredelitev slovenskega jezika glede na jezikovno sorodnost na eni strani in glede na jezikovni in kulturni prostor, v katerem je ta jezik zgodovinsko prisoten. Kaj lahko rečemo o slovenskem jeziku v tem smislu? Ja, torej za naslov smo izbrala v bistvu ravno to, Južna Slavija in Srednja Evropa. In nekako lahko rečemo, da se je slovenski jezik je nastal in potem se oblikoval ravno v bistvu med tema dvema poloma. Zdaj, prvi pol kaže na to, čemur bi lahko rekli v biologiji fenotip, tista genetska osnova, ki jo je to, iz česa je potem pozneje nastala slovenščina. Slovenščina dobila iz svoje pradomovine, ko še ni bila slovenščina, ko je bila torej praslovanščina, iz katere so potem nastali vsi slovanski jeziki. Torej, tale drugi pojem, Srednja Evropa, je pa, če rečem zopet biološko, pa fenotip, tisti prostor, bom rekel, tisti jeziki, ki so tu prisotni, ki so tudi na slovenščino vplivali in jo spreminjali. Kar pomeni, da v bistvu imamo tele dva ta vidika, tega, bomo rekli malo bolj strokovno, genealoškega in arealnega. No, preden preidemo v osrednji del našega pogovora, si privoščimo nekaj glasbe. Naša dirigentka je za ta večer izbrala posnetke dveh mladih učencev klavirja Glasbene matice v Trstu. Gre za izbor dveh pomembnih predstavnikov slovanske komponistične in pianistične šole, Rahmaninova in Chopina, glede na to, da večer seveda posvečamo slovanskim jezikom. Prepustimo se torej poslušanju posnetka, ki je nastal februarja letos. Na klavirju bo mladi Roman Drucker iz razreda profesorja Sijavuša Gadžijeva na Glasbeni matici v Trstu. Roman je zelo mlad, letnik 2006, ampak je svoj izjemen talent potrdil na prestižnih klavirskih tekmovanjih, na katerih je prejel najvišje nagrade. Klavir študira na akademski stopnji na Državnem konservatoriju Polini v Padovi, šola se tudi na umetniški gimnaziji v Kopru. Zaigral nam bo virtuozno skladbo izpod peresa Sergeja Rahmaninova, ki velja za enega zadnjih ruskih romantikov svojega časa in sodi v sam vrh pianističnega Parnasa. Roman nam bo zaigral Moment musicaux, opus 16, številka 5. Prisluhnimo.
V uvodnem delu prej smo slišali, da je slovenščina sorodna vsem slovanskim jezikom, zato bi se zdaj posvetila prav temu, torej slovenščini kot slovanskemu jeziku, njenemu nastanku in njenemu zgodnjemu razvoju. V jezikoslovju namreč velja, da so vsi slovanski jeziki nastali iz enega skupnega jezika prednika, ki mu pravimo praslovanščina. Ali to drži? In kako sploh vemo, da je nekoč obstajala neka praslovanščina, če o tem nimamo pričevanj in nobenih zapisov? Ja, seveda, to drži. Najprej to potrdim, da slovenščina seveda ni nastala iz slovenščine, ampak da je nastala jasno iz svojega prednika praslovanščine, tako kot vsi ostali seveda slovanski jeziki. Hkrati pa ja, če gremo zdaj nazaj v času, praslovanščina nastala pa iz skupnega prednika vseh indoevropskih jezikov, to je praindoevropščina. Tako da imamo neko tako verigo na časovni osi, torej praindoevropščina, ki jo datiramo tam nekje do približno 3000 pred našim štetjem, do takrat naj bi bila še bolj ali manj enotna. Potem ta praindoevropščina nekako se razcepi, razpade, če tako rečemo, na posamezne indoevropske jezikovne veje, iz katerih potem kasneje nastanejo praslovanščina, prabalščina, pragermanščina, prakelščina in tako naprej. In ena izmed teh vej je tudi praslovanščina, ki pa je seveda najbolj sorodna bila prabalščini. To so v bistvu sedanji severni jezik, ki se prvi severno od praslovanščine. In seveda potem nekako do leta 800 našega štetja je bolj ali manj enotna, potem pa začne tudi praslovanščina se počasi spreminjati in iz nje potem počasi začnejo nastajati slovanski jeziki, tako da tam okrog leta 1000, po 200 letih že lahko govorimo o začetku nastanka slovanskih jezikov. Zdaj, kako to vemo? Ja, v bistvu, ker imamo seveda poleg slovenščine tudi še ostale slovanske jezike, in poleg slovanskih jezikov imamo tudi druge indoevropske jezike. Tu so pomembni predvsem ti stari indoevropski jeziki, ki so v bistvu v času bolj oddaljeni od danes in hkrati so bližje praindoevropščini. Zato to so seveda ti klasični jeziki, stara grščina, latinščina v Evropi, stara indiščina, potem zelo pomembna hetičščina kot najstarejši anatolski izpričan jezik. Potem imamo tudi germanski jezik, recimo gotščina iz 4. stoletja. Potem pa, če gremo zdaj že proti Slovanom, imamo potem recimo med baltskimi jeziki litovščina zelo pomembna in seveda pri nas jasno slovanski jezik, starocerkveno slovanščino. Zdaj, primerjalno jezikoslovje v bistvu je že kar dolgo časa se ukvarja s primerjavo jezikov, nekako od začetka, bomo rekli, 19. stoletja, zdaj tista rojstna letnica, eni jo postavljajo leta 1814, ko je Erasmus izdal svojo prvo študijo, drugi 2 leti pozneje, ko je Franz Bopp objavil. In takrat seveda so začeli primerjati med seboj indoevropske jezike in so videli, da so neke podobnosti. Če imamo recimo, v slovanskih jezikih mati, pa recimo, v latinščini mater, v atiški grščini meter, modor recimo v gotščini matar osnova, v stari indiščini, potem te seveda, te podobnosti niso naključne. Te podobnosti kažejo na jezikovno sorodnost teh jezikov, kar pomeni, da so vsi ti jeziki nastali iz nekega skupnega jezika prednika, iz katerega so podedovali to besedo. In primerjalno jezikoslovje se ukvarja prav s tem, s proučevanjem teh, bom rekel, vzporednic med temi jeziki in seveda z rekonstrukcijo potem prajezika. Pri tem seveda uporablja svoje metodi, primerjalne metode rekonstrukcije, tako imamo, ki pa so zelo, zelo, bomo rekli, matematične, regularne. To pomeni, skoraj bi rekli, da naravoslovna metoda. Zdaj, če to ponazornim z enim primerom. Če si recimo vzamemo slovensko besedo za moža, mož, pa recimo za zob je zob, pa za rob je rob in podobno. In če pogledamo, kako je recimo zdaj s
temi besedami v sosednjem jeziku, slovanskem jeziku, to pomeni v tem osrednjem slovanskem prostoru, imamo tam muž, zub, rub, nekaj podobnega. V ruščini, recimo v poljščini imamo momš, zomb, romb in podobno. In zdaj tu že vidimo, da na tej čisto primarni ravni, na tej najmanjši prvini jezika, ki je glas, lahko opazimo neka pravila. To pomeni, tam, kjer imamo v slovenščini o, je recimo v srednjejužnoslovanskem prostoru v vzhodnoslovanskem prostoru in recimo v poljščini v tem primeru nek on. In to nam kaže na to, da se jezik skozi čas spreminja najbolj regularno, najbolj pravilno, bi lahko rekli celo po pravilih, tako so rekli potem tudi v 19. stoletju, so jih imenovali celo glasovni zakoni, ravno na glasovni ravni. No, zdaj skratka, da ne bom predolg, skratka, primerjalno jezikoslovje je torej začelo najprej primerjati indoevropske jezike, potem hkrati se je znotraj posameznih vej, so se osamosvojila posamezna primerjalna jezikoslovja, germansko najprej, recimo z Jakobom Grimom, in zelo zgodaj tudi že slovansko. Tu so pač en tak oče slavistike, za očeta slavistike velja češki filolog Jozef Dobrovski, Čeh, potem že takoj naš Jernej Kopitar, in potem imamo sredi 19. stoletja že Franca Miklošiča, ki je leta 1849 pridobil stolico za slovansko filologijo na Dunajski univerzi in od takrat naprej v bistvu lahko rečemo res, da je primerjalno jezikoslovje v tem primeru slovanskih jezikov postalo resna znanstvena disciplina. Ali lahko po primerjalni metodi primerjamo tudi recimo slovenščino in angleščino, je to tudi primerjalno jezikoslovje? Torej, Nemci bi rekli mogoče jajn, jaz bi rekel ne. Skratka, zdaj zakaj gre? Imamo dva tipa jezikoslovja, ki pod navednicami primerja jezike. Tako imeno primerjalno, komparativno, in pa drugo je tako imeno protistavno ali komparativno. Po ruščini imamo tudi kalk sopostavno jezikoslovje. V čem je razlika? Torej, primerjalno jezikoslovje primerja sorodne jezike. Torej, jezike, ki so med seboj sorodni, ki imajo skupnega prednika pod navednicami. Slovanske jezike, germanske jezike, keltske jezike, če stanem zdaj znotraj indoevropske jezikovne družine, indoevropske jezike, ugrofinske jezike, če želite, turške jezike, semitske jezike in podobno. In naloga primerjalnega jezikoslovja seveda ni samo primerjanje, neko tako primerjanje, ampak seveda predvsem rekonstrukcija jezikovnega prednika, iz katerega je ta primerjena skupina jezikov nastala. In to seveda v primerjalnem jezikoslovju počnemo nekako recimo, primerjamo slovenska narečja, da pridemo recimo, če rečem temu, do neke skupne slovenščine, to počne slovenistika, potem primerjamo slovanske jezike, da pridemo do neke praslovanščine, to počne primerjalno slovansko jezikoslovje, in potem, če gremo še nazaj v času, primerjamo indoevropske jezike in pridemo do praindoevropščine, kar počne primerjalno indoevropsko jezikoslovje. Zdaj, ta drugi tip jezikoslovja, to protistavno, kontrastivno jezikoslovje, pa seveda ne primerja nujno sorodnih jezikov. Lahko primerjamo sorodna jezika, slovenščino pa ruščino, ali pa nesorodno, slovenščino in angleščino. In seveda zdaj tu pa ne v bistvu iščemo neke jezikovne sorodnosti, kaj je skupnega tem jezikom, torej podedovanega iz prajezika, temveč samo neke podobnosti ali pa vzporednice. Recimo, mi lahko primerjamo slovenščino pa angleščino, oziroma protistavljamo, če sem natančen, slovenščino in angleščino in ugotavljamo recimo, kako se slovenski, slovanski glagolski vid, torej dovršni pa nedovršni glagoli prekrivajo, pokrivajo z angleškimi v bistvu temi trajajočimi časi na ing, ki imajo pač ta deležnik oziroma deležni na ing, in pa recimo čase, ki tega nimajo, temi torej sintetičnimi časi. Ampak zdaj naš cilj ni seveda, da
dobimo neko praslovangleščino, ampak je seveda samo na tej čisto ravni podobnosti, razlik, ustreznosti. To je pa tako imenovano protistavno, kontrastivno jezikoslovje, ki je seveda zelo, zelo uporabno, predvsem v teh didaktičnih dejavnostih, pri poučevanju, to je zelo pomembno, in pa seveda potem širša jezikovna tipologija, ki tudi v bistvu se ukvarja s tovrstnim namenom primerjanja, ampak brez iskanja, bomo rekli, nekega skupnega izvora. Zdaj, če se povrnemo na praslovanščino, kot ste že prej omenili, torej v določenem trenutku je morala praslovanščina nehati obstajati oziroma se je razdrobila zato, da so lahko iz tega jezika prednika se razvili potomci. Kdaj so se iz praslovanščine začeli oblikovati slovanski jeziki in torej med njimi tudi slovenščina? Medtem nam bojo iz režije izobesili zemljevid, ki prikazuje slovanske jezike. Ja, zdaj tako, jezik se v času ves čas spreminja. Torej, od praindoevropščine do sodobnih slovenskih oziroma slovanskih, če želite za druge slovanske jezike narečij, se jezik spreminja ves čas. In zdaj te meje, ki sem jih prej povedal, 3000 pred našim štetjem, za praindoevropščino pa 800 našega štetja, za praslovanščino so okvirne, približno do takrat. In res nekako v primerjalnem jezikoslovju smo nekako prišli do tega, da nekako do leta 800, do približno Karla Velikega, naj bi Slovani še govorili koliko toliko enot. Ravno v tistem času pa naj bi se začel ta jezik spreminjati. In sicer en tak dokaz za to, naj bi ravno bilo poimenovanje za tistega najvišjega v piramidi, poleg recimo da papeža, v času feudalizma to je kralj, oziroma pozneje. Skratka, Slovani seveda imamo besedo kralj, podedovano, torej nekako iz neke skupne še praslovanske oblike, korlja, ki se potem na jugu spremenil v kralj, na vzhodu v prvotno korolj, rusko recimo nas karolj, in na delu zahoda, lihitsko-lužiški prostor, recimo kot krolj, medtem ko imajo češko-slovaški prostor, podobno kot na jugu kralj. Podobno kot imamo seveda potem tam, kjer imamo kralj, imamo tudi urana, imamo tudi krava, imamo tudi grad, imamo tudi mraz, oziroma korova, prvotno vorona, gorod, moroz, in na tem delu zahoda krova, vrona, grod, mroz. Kar pomeni, da je ta beseda še, če tako rečem, še bila praslovanska. Zdaj, izvor te besede pa ni praslovanski, ta beseda ni praslovanska, tudi ni podedovana v praslovanščini praindoevropščine, ampak je bila prevzeta iz stare visoke nemščine, ko so Slovani poselili vzhodne Alpe, od Donave preko Alp do Jadrana, so se srečali seveda najprej z Bavarci, ki so potem seveda jih priključili Franki, in ta prvi, bomo rekli, cesar v srednjem veku, pač na zahodu, ki se je zgodoval seveda po rimskem cesarstvu, bil Karl Veliki, ki je osvojil, kot vemo, večji del prostora, od Sasov na severu do Longobardov na jugu, in seveda impresioniral Slovane v vzhodnih Alpah, in potem so Slovani prevzeli njegovo ime, Karl, kot občno ime za poimenovanje kralja. Tako da približno do leta 800 lahko govorimo, da je bila praslovanščina do prevzetja približno te besede bolj ali manj enotna. Po letu 800 se pa začne počasi, kot vidimo, spreminjati, in danes imamo to sliko, ki jo vidite tu na tem zemljevidu. Zdaj, treba je povedati, da so slovanski jeziki, kot jih danes dojemamo. Kot jih danes dojemamo kot množico vseh krajevnih govorov, narečij, narečnih skupin, ki naj bi nastali iz nekega skupnega jedra, iz neke skupne osnove. In na jugu, kot vidite, tle v Alpah, zahodni Panonski nižini, potem nekako kras do Jadranske obale je slovenski,
Te imamo en tako imenovani osrednje južnoslovanski prostor, ki združuje 3-4 enote, torej kajkavsko, čakavsko in pa štokovsko danes narečno skupino. Potem na vzhodu tega južnoslovanskega prostora imamo nek makedonski in bolgarski jezikovni prostor. Na vzhodu 3 prostore, torej ruski, beloruski in ukrajinski, in precej več na zahodu, kjer imamo čisto na severu vidimo poljski, tam od Visle pa do Odre, potem nekdanji precej obsežni prostor ob Baltiškem morju, pomorjanski, torej pomorjanski jezik, in potem še zahodni je, kot vidite, polapski, tak ima križec. Ta jezik seveda je izumrl, ga danes ni več, približno sredi 18. stoletja je izumrl, imamo pa nekaj malega zapisov v tem jeziku. Tudi pomorjanščina je večji del bila ponemčena, in imamo samo še danes en ostanek, tako eno kašubščino tam v okolici Gdanska, ki je del, ostanek te pomorjanščine. Te imamo v Lužici, kot vidite, med Labo, Salo in pa Niso, lužiško-srbski jezik in potem južneje od tega še češki in slovaški. To je približno, recimo, tako kot slovanske jezike dojemamo danes, oziroma do, recimo, od takrat, odkar imamo spomenike. No, zdaj, ko smo videli, koliko je teh slovanskih jezikov, pa bi odprla tako vprašanje, ki se pojavlja večno in s katerim se še in še srečujemo. Torej, vprašanje, ali sta hrvaščina in srbščina isti jezik ali dva ločena jezika. No, o tem je bilo povedano verjetno že vse mogoče. Zdaj, v skladu s temi idejami sodobnimi o politični korektnosti je danes prevladujoče mnenje, da sta to dva ločena jezika, kar se navadno podpira s konkretnimi primeri, češ Hrvati rečejo tako, Srbi pa rečejo drugače. No, dobra novica je, da na to vprašanje obstaja končni in edini pravilni odgovor, ki ga lahko podaja samo jezikoslovje. In zato bi vprašala profesorja Šeklija, da bi nam spregovoril o tem. Ja, seveda obstaja končni odgovor. Zdaj seveda jasno, znanost mora biti ideološko sterilna. To je popolnoma jasno. Tu zdaj moramo biti objektivni in popolnoma ob spoštovanju seveda vseh čustev, govorcev različnih narečij, različnih jezikov in podobno. Zdaj, gledajte, ta zemljevid, ki smo ga ravno kar videli, nam kaže, da je ta tako imenovani osrednji južnoslovanski prostor, če gledamo njegov kontinuum, torej njegove zemljepisne jezikovne različice, od nekako slovenskega jezika, pa potem vrsta prostor do makedonskega in bolgarskega, je to bolj ali manj neka enota, ki je samostojna enota, ki se razdeli na 3 večje enote, torej vzhodno od slovenščine govorimo tako imenovani kajkavščini, kjer imajo vprašanje zanima kaj, tam bodo recimo, tako kot v slovenščini, kaj delaš. Zdaj, to ne pomeni, da je slovenščina kajkavščina ali da pa je kajkavščina slovenščina, ali da je kajkavščina nastala iz slovenščine, ali slovenščina iz kajkavščine, kot slišimo kdaj v kakšnih takih, recimo, razpravah bolj laičnih, kajti sej slovenščina in kajkavščina seveda sta jasno sestri, če tako rečem metaforično, sestre in brati se pa ne rodijo iz sester in bratov, ampak iz svojih staršev. Potem je čakavščina, ki se je nekoč in še danes je prisotna v Istri, potem nekako Lika, Dalmacija, tako rekoč skoraj, čisto do Dubrovnika, in potem je, tam imajo vprašanje zajemek ča, tam bo ti ča delaš ali pa ča dilaš, in potem je še ta največji del, štokavščina, kjer imamo vprašanje zajemek kot je što, šta, ali tudi šča, bolj na tem zahodnem prostoru, tam bodo rekli šta, što, šta radiš, šta činiš, oziroma što še činiš in podobno bolj na vzhodu. Skratka, ki pa je seveda tretja enota. Ampak to so zdaj seveda zemljepisne jezikovne pojavnosti.
s tujko geolekti, v prostoru, narečja, če hočemo tako. Zdaj pa seveda na območju, na prostoru nekega jezika, nekega jezikovnega kontinuuma, neke skupine narečij, krajevnih govorov, pa seveda lahko kadarkoli oblikujemo nek knjižni, pisni jezik. In seveda tudi v slovenskem jezikovnem prostoru imamo danes sicer en knjižni jezik, ampak recimo še pred, bomo rekli, 200 leti ni bilo tako, še konec recimo 18. začetku 19. stoletja so imeli kranjski knjižni jezik, so imeli prekmurski knjižni jezik, potem neko na Koroškem, današnjem avstrijskem Koroškem, neko različico kranjskega jezika, podobno na vzhodnem Štajerskem. Ampak to zdaj še ne pomeni, da smo imeli 4 jezike v tem smislu, genealoškem, ampak v tem družbenem smislu, 4 pisne različice, 4 knjižne torej 2 knjižna jezika in plus 2 knjižne različici. In podobno je seveda tudi drugod pri slovanskem jezikovnem prostoru. Zdaj, v slovenskem jezikovnem prostoru smo uspeli potem tam po marčni revoluciji, 1848, 1851 v tem obdobju nekako narediti nek skupni knjižni jezik, ki je bolj ali manj povsod še nekako sprejet. So pač neki problemi na vzhodu, kot vemo, Videmska pokrajina bivša, ali pa Porabje, tako tudi na Koroškem recimo je še precej diglosije, tako. Medtem ko pa drugod pa se to ni zgodilo. V tem osrednjem slovanskem prostoru je bil nek poskus tam sredi 19. stoletja, ki ga je organiziral, če tako rečem, Franc Miklušič takrat na Dunaju, da se naredi nek skupen knjižni jezik v tem prostoru, ki je potem kasneje, z razpadom Avstro-Ogrske in nastankom najprej kraljevine Srbo-Hrvatov in Slovencev, potem kraljevine Jugoslavije in potem še v drugi svetovni vojni, druge Jugoslavije, tako imenovane, bil poimenovan srbo-hrvaški, kot en jezik z 2 izgovoroma in tako naprej. Po letu 1991 pa seveda je iz tega skupnega knjižnega jezika, ki je imel svojo osnovo v vzhodnoštokovskem narečju, ki se govori, torej v vzhodnoštokovskem narečju, natančneje vzhodnohercegovskem, ki se govori v Hercegovini, Bosni, v Dubrovniku, delu Slavonije, potem v zahodni Srbiji, v Črni gori, vidite, je zelo razširjeno. Torej ta knjižni jezik srbo-hrvaški je potem razpadel na 4 knjižne jezike, ki jih poznamo danes, ki pa so seveda to jasno pisni jeziki, podobno kot smo imeli recimo na Slovenskem tudi več knjižnih jezikov. Zdaj, če poenostavimo, skratka, število jezikov kot geolektov, to pomeni množic narečij, ki imajo skupni izvor, ni prekrivno vedno številom pisnih jezikov, knjižnih jezikov, če želite. In to nam lepo pokaže zgodovina slovenščine, zgodovina osrednjejužnoslovanskega prostora, kjer imamo danes 4 knjižne jezike. To pomeni hrvaški, obstaja srbski, bosanski, črnogorski, to je dejstvo, da so to seveda jeziki, knjižni jeziki, uradni jeziki teh matičnih dežel in tako naprej. Geolektov in pa na drugi strani knjižnih, tudi standardnih jezikov, sociolektov. Skratka, eno so jabolka, če tako rečem, drugo so pa hruške. Podobno recimo imajo tudi lužiški Srbi. En jezik, lužiška srbščina, ki ima 2 knjižna jezika. V Gornji Lužici gornjelužiško-srbskega, v Donji Lužici donjelužiško-srbskega. Podobno na pomorjanskem prostoru imamo samo kašubščino kot knjižni jezik. Recimo polabski Slovani pa nikoli niso imeli knjižnega jezika. Ampak to ne pomeni, da njihov jezik ni obstajal. Tako da v bistvu sta obe trditvi pravilni. Treba je samo vedeti, na katerem nivoju govorimo. Ali govorimo o zemljepisnih ali pa o družbenih jezikovnih različicah. Hvala torej za to pojasnilo. Upam, da se bodo tudi poslušalci zapomnili to prispodobo, naj ne mešamo jabolk in hrušk, torej naj delamo razliko med jeziki kot zemljepisno pojavnostjo in jeziki kot družbeno pojavnostjo. No,
Kar se tiče knjižnih jezikov, torej ena od njihovih značilnosti je ta, da so primerni za zapisovanje. Zato me zdaj zanima, kateri je prvi zapisani slovanski jezik ali pa drugače, od kdaj se slovanski jeziki sploh zapisujejo. Ja, zdaj prej mogoče nisem dovolj poudaril, da ta praindoevropščina pa praslovanščina, ti jeziki niso zapisani. Ravno zato ima primerjalno jezikoslovje delo. Če bi bili zapisani, potem jasno ne bi imeli dela. Seveda, tudi če bi bili zapisani, tudi če bi bila praslovanščina zapisana, bi imeli jezikoslovci precej dela. Pomislimo samo recimo na romanistiko, tudi primerjalno romansko jezikoslovje obstaja. Čeprav imamo latinščino kot, bom rekel, prajezik, praromanski jezik je zapisan, tam je pač naloga drugačna. Mi imamo zapisan nek knjižni jezik, zelo visoko stilizirani jezik, medtem ko seveda romanski jeziki so nastali iz tega govorjenega ljudskega jezika, iz ljudske latinščine, tako da v bistvu primerjalno romansko jezikoslovje ima bolj nalogo, da poišče torej v teh književnih delih, klasičnih, tiste elemente ljudskega jezika in seveda, da na podlagi sodobnih romanskih jezikov rekonstruira torej ljudsko latinščino, ki ni dokumentirana v klasični latinščini. Tako, samo da povemo, pač skratka ti prajeziki torej niso dokumentirani. Torej ne praindoevropščina, ne praslovanščina. Zdaj seveda za dokumentacijo nekega jezika ni dovolj jezik sam, ampak seveda tudi neka kulturno-zgodovinska okoliščina, če želite sociolingvistična okoliščina. Zdaj, vsi stari indoevropski jeziki, ki jih imamo zapisane, so nastali bodisi kot jeziki nekih pomembnih, zelo razširjenih, vplivnih verskih sistemov, recimo, vedska stara indiščina, želite, avestiščina, recimo, ali pa recimo kot jeziki nekih pomembnih državnih tvorb, uradni jezik je neka država, potrebuje nekaj, recimo hitičščina, stara perziščina, tudi latinščina v končni fazi se razširi, ker je pač postane jezik potem cesarstva in tako naprej. Zdaj, redki so tisti, kjer je pač samo kultura, torej literatura, filozofija, če hočete, naravoslovje, tako močno, da spodbudi zapis, recimo grščina, torej kljub temu, da nima neke močne države, da ni nekega verskega sistema, ki bi se izvažal, če tako rečem, no, potem seveda v Rim, ampak v tem obdobju se zapiše. In v ta kontekst so seveda tudi slovanski jeziki, ki so nastali v času pokristjanjevanja znotraj seveda takratnega bizantinskega cesarstva. Namreč misije, kjer je stališča seveda bizantincev, torej vzhodnega dela cesarstva, ki je vse te, ki so bili seveda prvotno, ki niso znali grško, kasneje pa tudi tisti, ki niso bili kristjani, imenovali recimo torej barbare kot necivilizirane in podobno. In zato so imeli več misij. Tako da v bistvu tem bizantinskim misijam gre zahvala za to, da imamo v bistvu dokumentirane neke indoevropske jezike, recimo armenščina. Torej, in zelo, zelo podoben model je bil. Oni so dobili nekoga domorodca, če tako rečem, ki je znal nek ta lokalni jezik, še ne pokristjanjenega ljudstva, v tem primeru je bil to Mesrop Maštoc, se je, torej, bomo rekli, akulturiral v torej bizantinskem cesarstvu in potem seveda šel pokristjanjevati svoje ljudstvo, izumil pisavo, posebno pisavo in tako naprej. Podobno še pred tem recimo Wulfila, Volčič, ga jaz tako ljubkovalno prevajam, ki je med Goti tudi sredi 4. stoletja že prej, torej pokristjaneval. In seveda potem na koncu so prišli na vrsto še Slovani in v Solunu, kjer se še danes v okolici Soluna govori torej slovansko, torej makedonsko-bolgarsko, če tako rečemo, sta bila Konstantin in Metod, in ker Solun takrat je bil tudi slovansko govoreči,
ju je cesar Mihajl III. Na prošnjo moravskega kneza Rastislava poslal oznanjevati evangelij seveda na moravsko. In seveda, kaj sta naredila Konstantin in Metod, predvsem Konstantin, po že znanem bizantinskem modelu. Najprej sta izumila pisavo, posebno pisavo, to je bila prva slovanska pisava glagolica, na podlagi grške pisave, te minuskule, bi rekli danes pisane pisave. Seveda potem ta jezik, ki je bil njun materni jezik, lahko rečemo, tako imenovana narečna podstava, bi rekel profesor Toporišič, skratka ta vzhodna, južna slovanščina Solunine okolice 9. Ta jezik sta povzdignila seveda s kultiviranjem, jezikovno civilizacijsko nadgradnjo, tako imenovano, kot je rekel Dalibor Brozovič, in seveda potem šla razširiti krščanstvo v tem jeziku na moravsko. Torej, če zdaj še enkrat poznamo, torej jezik Soluna, vzhodna južna slovanščina, plus ta nadgradnja kulturna, predvsem seveda z besedjami iz bizantinske grščine, recimo takrat pridejo v jezik besede, ki so bile tipično biblijske, recimo faraon, farizej in podobno. In gresta na moravsko. Zdaj seveda, to se je zgodilo v drugi polovici 9. stoletja, na moravsko se odpravita leta 863, torej zdaj, če zračunamo, ugotovimo, da je to manj kot 100 let, potem, ko smo rekli, da je nekako praslovanščina se začela spreminjati v slovanske jezike, kar pomeni, da v bistvu je bil ta jezik na jugu, v Solunu, zelo podoben tistemu jeziku na moravskem, da so ga brez težav razumeli. Ne vem, zdaj, če ponazorim z enim stavkom, da bo mogoče jasno, seveda najpomembnejše besedilo zagotovo je bila molitev Oče naš, in recimo, ne vem, daj nam danes naš vsakdanji kruh, so takrat na jugu rekli hljeba naša nasonščina daš da namo danes, na moravskem pa hljeba naša nasonščina da z namo danes. Vidite, če ste me pozorno poslušali, ste slišali, da v bistvu v tem stavku obstajata samo dve majhni glasovni razliki, kar pomeni, da so takrat jeziki bili še precej skupaj, da so se začeli v bistvu oblikovati iz vzhodne in južne slovanščine, sta potem nastali makedonščina in bolgarščina. Zdaj, če preskočim celo zgodbo potovanja preko Panonije, Benetke, disputacija o slovanskem bogoslužju v Rim in nazaj na Panonije na Moravsko, leta 885 umre še Metod, Ciril je bil umrl že prej v Rimu, 869, in potem seveda nekako to bogoslužje zamre na Moravskem in v Panoniji. Učenci Konstantina takrat že potem Cirila in Metoda se vrnejo na jug in nadaljujejo svoje delo in seveda potem tudi v tem vzhodno-bolgarskem jezikovnem prostoru, zelo verjetno na dvoru cesarja Simeona, tam okrog leta 893, 30 let po iznajdbi glagolice, izumijo drugo slovansko pisavo cirilico, tudi na podlagi grške pisave, majuskule, torej velikih tiskanih črk, in jo seveda na čast svojemu učitelju poimenujejo torej kirilica, čirilica, cirilica, to so zdaj vse te glasovne različice. Skratka, torej, zdaj, če odgovorim, povzamem odgovor na vaše vprašanje, slovanski jeziki se prvič zapišejo v drugi polovici 9. stoletja, to je bila stara cerkvena slovanščina. Zdaj, če smo že na slovenskem jezikovnem prostoru, pa lahko rečemo, da se pa potem jasno v vzhodnih Alpah, v tem karantansko-karniolskem prostoru, se pa jezik zelo verjetno že tudi v tem času zapisujemo, morda že v času Karla Velikega. Zdaj, prepise teh besedil pa imamo
tam okrog leta 1000, približno 100 let pozneje za staro cerkveno slovanščino. To so naši seveda brižinski spomeniki, prvi zapis slovanskega jezika v latinici, v karolinški minuskuli, in seveda imamo zelo lep dokument tega, bom rekel, vzhodno-južnoslovanskega jezika, torej stare makedonščine, stare bolgarščine v stari cerkveni slovanščini in pa potem zgodnje slovenščine v vzhodnih Alpah v jeziku brižinskih spomenikov. To zdaj nekako na kratko, na dolgo o zapisovanju slovanskih jezikov. Torej, če smo že govorili o praslovanščini in o stari cerkveni slovanščini, rado se pač zgodi, da prihaja do mešanja med tema dvema pojmoma. Mi recimo v slovanskem jezikoslovju to vedno razlagamo tako s prispodobo iz družine, torej da praslovanščina je mati vseh slovanskih jezikov, medtem ko je stara cerkvena slovanščina nekako sestra v teh slovanskih jezikov. In zdaj do te zmede, terminološke zmede prihaja tudi v italijanskem okolju. Prihaja do mešanja med izrazoma protozlavo in paleozlavo. V čem je razlika med tema dvema izrazoma? Mislim, da smo izgubili profesorja. Ja. No, mogoče počakamo, če se bo še povedal. Malo vam nagaja omrežje. Ja, jaz sem nazaj. Mene je vrglo ven, tako da sem nazaj. Ste slišali vprašanje ali ga ponovim še enkrat? Nisem slišal, lih vmes je bilo. Skratka, dva pojma, kaj je bilo praslovanščina, stara cerkvena? Ja, praslovanščina je stara cerkvena slovanščina. Dala sem to prispodobo družine, torej, ki jo uporabljam mi v slovanskem jezikoslovju, praslovanščina kot mati, stara cerkvena slovanščina pa kot sestra ostalih slovanskih jezikov. Zdaj do take terminološke zmede prihaja tudi v italijanskem jeziku, kjer se meša ta pojma paleozlavo in protozlavo. Kaj lahko poveste v čem je razlika v bistvu med tema izrazoma? Ja, to je zelo preprosto, zelo preprosto. Zdaj seveda ne tako povema, ta pojma se v knjižni italijanščini, med italijanskimi slavisti, v strokovnih krogih in v izobraženih krogih izven slavistike ne mešata. Ne mešata, se pa mešata seveda potem v raznih gostilnah, včasih, danes mogoče že tudi v kakšnih klepetalnicah na spletih in podobno. Zdaj, torej, protozlavo pomeni seveda praslovanski. Il protozlavo je praslovanščina, podobno kot je il proto-indoevropeo, je v bistvu praindoevropščina. Torej, ta skoraj bi rekli predpona, prefiksuit, proto pomeni pra. Tako, litko veliko recimo il proto-germanico, il proto-celtico in tako naprej. Zdaj, paleo pomeni pa star, paleografija, paleontologija in podobno. Torej, il paleozlavo, oziroma lozlavo eklesiastiko antiko je pa stara cerkvena slovanščina. In to je popolnoma jasno. Zdaj seveda, laik potem zameša proto pa paleo, ker to so pač iz grščine prevzete, učene besede in tako naprej. Zdaj, seveda, zakaj to omenjamo na tem prostoru, na zahodni slovenski jezikovni meji, kajti tisti, kdor spremlja vsaj malo dogajanje v bivši videmski pokrajini, kjer seveda imamo poleg zilskega narečja v Kanalski dolini še tri tako problematična slovenska narečja, rezijansko, tersko in nadiško, tam seveda se še vedno v tem diskurzu gostilniško, zdaj moramo že tudi reči v bistvu družbeno-omrežnem diskurzu, pojavljajo seveda pač mnenja, da to niso slovenska narečja, da so slovanska, da so neka arhaična narečja, ki tudi izvirajo iz nekih izjav jezikoslovca Jana Bodvena de Courteneja, ki jih je potem posebej preklical, ampak dobro. In skratka, in tam se potem zdaj govori, da ne vem, mislim, da celo politiki, zelo taki so rekli, da se tam govorijo arkaiči, oziroma rečemo kar arkaičisi, dialekti paleozlavi. Seveda, kot človek, ko primerjalni jezikoslovec to sliši, je prvi impuls, da nekemu
vodilnemu predstavniku v neki skupnosti, ki ima nek položaj, v bistvu, na katerega je bil izvoljen, pošlje torej slovnico, gramatika Paleozlava, lepo slovnico stare cerkvene slovanščine in reče, no, glej, to je rezjaščina, nauči se. Skratka, to je seveda bilo mišljeno zdaj jasno ironično. Skratka, če ponovim, protozlavo, torej protozlavo, praslovanski, paleozlavo, staro cerkveno slovanski. In to mislim, da je zelo pomembno povedati. No, če se še malo pomudimo pri naših sosedih Italijanih, bi rada opozorila še na eno terminološko zagato. Večkrat sem namreč izkusila, da so mi Italijani iz Trsta ali iz Gorice rekli, ma se izlava ali pa parli zlavo, torej Slovanka si govoriš slovansko. In ni jim bilo mogoče na noben način dopovedati, da to ni zlavo, pač pa zloveno. In spomnim se tudi, da že kot otrok sem si prisegla, da bom naslednjega, ki mi reče tako, vprašala, lei invece che cosa è romanzo, parla neolatino. Ampak nikoli nisem zbrala dovolj poguma, da bi to rekla zares. Skratka, zdi se mi, da so se v zadnjih letih te razmere seveda izboljšale, mogoče je k temu botrovala tudi generacijska menjava, priseljevanje ljudi iz drugih italijanskih mest, nekoliko višja izobrazba. Ampak zanima me vaš komentar k temu, profesor Šekli, ker taki primeri niso omejeni samo na naš prostor, torej na stik med slovenščino in italijanščino, beležimo jih tudi na drugih obmejnih slovenskih prostorih. Ja, seveda. In seveda jezikovna skupnost na zahodni meji, torej moramo v bistvu ves čas pojasnjevati svojim v bistvu sosedom, kaj je protozlavo, kaj je paleozlavo, kaj je zlavo, kaj je zloveno, kaj je jugozlavo. Konec 90-ih let prejšnjega stoletja, ko sem učil slovenščino kot tuji jezik v Gorici, potem v Vidmu in Guminu in tako naprej, sem kar od ljudi, ki so bili takrat že odrasli in so pač bili izobraženi, so me spraševali, kakšna pa je bila potem, kako je bilo pa težko se potem po osamosvojitvi Slovenije navaditi, torej na menjavo jezika. Kako misliš na menjavo? Ja, da ste iz jugoslovanščine prišli na slovenščino. Skratka, te stvari so in pač je treba ves čas potem skratka te stvari pojasnjevati. Skratka, zlavo zloveno. Skratka, če ti nekdo reče, a govoriš slovansko, v bistvu je to čisto res. Kajti moja materinščina je nek slovanski jezik, je slovenščina. Ampak seveda je pa ta oznaka malo premalo natančna, če smo zelo, zelo natančni. Tako kot če bi jaz rekel, ne vem, Spet nekaj ni v redu. Isti primer. Skratka, to drži, to je seveda popolnoma prav, ampak ni dovolj natančno. Triestinščina je seveda, kot vemo, kolonialno beneško-italijansko narečje, ki se je iz Benetk razširil seveda s kolonizacijo te vzhodne jadranske obale, torej Maransko, Gradiške lagune, Južne Furlanije in tako naprej, potem Istro, Kvarner, Dalmacija in tako naprej, in seveda sodi med severna italijanska narečja, italijanskega jezika, ki je torej romanski jezik. In podobno je tudi tu. Skratka, ni nič narobe, ampak je premalo natančno. Tako da potem v takem primeru je najbolje, da jim rečemo, torej ti pa govoriš tržaško, torej neolatinsko. Lepo, Skratka, sej veste, te stvari so seveda jasno, niso samo tu prisotne. Podobne težave recimo imamo tudi na severni jezikovni meji, Vindiš proti Sloveniš, Vindiš je bil nekoč oznaka za Slovane, na splošno pomislimo samo recimo na prvo slovensko tiskano knjigo, naslov je kako, Katekizmus in der Windischen Sprach, v slovanskem jeziku, ali pa recimo še Kopitar ima v svoji slovnici, je naslov, torej Gramatik der slawischen Sprache in Kärnten und Steiermark, skratka slovanskega jezika, šele Metelko potem v svoji slovnici uvede Sloveniš, Lehrgebäude der slovenischen Sprache. Skratka,
tudi tu se je ta, kako bom rekel, poimenovanje od tega splošnejšega slovanskega počasi v 19. stoletju prešlo v slovenski. Podobno je recimo tudi na vzhodni meji, kjer seveda imamo torej tradicionalno poimenovanje za ta del ob Muri, tam v Železni Zalski županiji, torej Vent, to pomeni Ventvidek, to pomeni slovanska dežela oziroma Totšag severne gor, torej severo-zahodni del Prekmurja. In še danes recimo je v madžarščini Tot, Slovan, ali pa Vent, stara oblika za Slovan, se uporablja recimo za porabske Slovence. Skratka, sicer je potem tu politika čisto korektno odreagirala in če bomo rekli, županijski svet Železne županije je leta 1981 odsvetoval rabo Ventvidek, to pomeni slovanska dežela, ampak se uporablja zdaj, torej raba videk, porabje in tako naprej. Skratka, to so neke ostaline morda nekih starejših obdobij, ko ta poimenovanja še niso imela današnjih pomenov in kot nek relikt neke preteklosti lahko rečemo. Zdaj smo nekoliko zašli od tega kronološkega poteka razvoja slovanskih jezikov, ki smo ga načeli prej. Iz praslovanščine se torej razvijajo slovanski jeziki in tudi slovenščina, ampak kakšna slovenščina je bila to na začetku? Ali je bila že takrat tako narečno razčlenjena kot danes? Oziroma, kdaj so se začela oblikovati narečja? Zdaj, med tem bomo na zaslonih dobili tudi karto slovenskih narečij, ki je zelo pisana in zato me zanima, kaj so vse te barve. Ja, kot zdaj vidite karto iz slovenskega lingvističnega atlasa, ki je seveda dostopna tudi na spletu, na www.fran.si, narečni slovarji, slovenski lingvistični atlas in potem karta gor v zavihku. Seveda, vse te barve, ki jih danes delimo v, kot vemo, 7 narečnih skupin, primorska, koroška, gorenjska, rovtarska, dolenjska, štajerska, panonska, plus, bomo rekli, ti kočevski govori, kjer je bil nekoč ta nemški jezikovni otok, v kraju Kočevje, Goče in njegovi okolici. Skratka, seveda, te barve niso nastale kar tako, jasno, tako tudi slovanski jeziki iz praslovanščine niso nastali kar naenkrat, oziroma tudi praslovanščina iz praindoevropščine, ampak počasi v času. Zdaj, če smo rekli približno, da se praslovanščina začenja spreminjati tam po letu 800, in da imamo v 10. stoletju že neke znake v brižinskih spomenikih, da je to nek jezik, iz katerega bo nastala slovenščina. En tak tipičen primer recimo za neko spremembo, ki je že v brižinskih spomenikih dokumentirana, je recimo, da je že zapisana beseda poleg tvoriti, stvoriti, tudi storiti. Vidite, to je, zdaj, če zdaj gledam z današnje perspektive, tipično slovensko, torej, ki slovenščino nekako loči od osrednje južnoslovanskega prostora. Pomislimo samo recimo na četrti, četvrti, ali pa trt proti tvrt, je tudi potem torej storiti proti stvoriti. Recimo, že to je ena taka majhna zadeva, neka majhna spremembica, ki pa že kaže na to, da bo iz tega potem nastala slovenščina in ne recimo kajkavščina ali pa čakovščina, kaj šele štokovščina, ki je bila precej bolj daleč takrat tisti jezik, iz katerega potem nastala štokovščina. In potem seveda nekako do 10. stoletja še govorimo lahko 10., 9., 10. o neki kolikor toliko enotni slovenščini, čeprav čisto enotna tudi na začetku ni bila. Zato, ker kot vemo, ta prostor, ki ga zdaj tu vidimo, torej ta je bil že v 6. stoletju, 6. stoletja poseljen z 2 strani. Severa, to, kar je zdaj tu Koroška, pa severni del Primorske, pa zahodni del Rovtarske narečne skupine, torej tisto, kar je severno od Karavank, zahodno od Julijskih Alp in del Krasa, to je
poselitev severa, ki seveda ta prostor je bil do konca srednjega veka precej širši do Donave, tako rekoč. In potem tale drugi del, torej južno od torej Kozjaka, torej Karavanka, zahodno od Julijskih Alp in potem tale vzhodni del Krasa, in potem Istra, to je pa z tega južnega dela, bilo ob Savi poseljeno. Tako da nek zametek te dvojnosti je bil recimo že takrat. In ena taka značilna razlika, ki pogojuje, recimo severozahod proti jugovzhod, recimo je predpona iz. Danes imamo v knjižnem jeziku izbrati, veste, ampak recimo vsi, ki pojete kakšno rezijansko pesmico, nalipa rožica, da dnotjeva vibrat. Vibrati, tale vibrati, ta predpona vi, vilesti, torej vipikati in podobno, to je značilno za tale severozahodni prvotni slovenski prostor in seveda potem jasno za zahodno in vzhodnoslovanske jezike. S tem nočem reči, da je zdaj ta severozahodna slovenščina zahodnoslovanski jezik, ampak pač, da je bliže, torej ima neke značilnosti zahodnega. Medtem ko na jugu imamo pa tale iz, ali pa recimo, na severu, zahodu se reče, je pojedla, je pojedla, bi rekli, oziroma na jugovzhodu je pojejla ali kaj podobnega, nimamo tega sklopa dl. Zdaj, te prav večje spremembe so se pa potem začele dogajati tam nekako okrog leta 1200, torej na prelomu 12. in 13. stoletja, kjer se ta, že bomo rekli, zametek teh dveh narečij še okrepi, z nekimi dodatnimi spremembami, na glasovni ravni, ki seveda je, ki vsebuje to najmanjšo enoto jezika, je recimo torej udvoglašanje, diftongizacija, na severozahodu, na Koroškem, severu, delu Primorske in delu Rovtarske narečne skupine rečemo, lias, dialam, zvijazda in tako naprej, ali pa, nuas, nuač, buas, medtem ko na tem jugovzhodnem delu so pa takrat rekli ravno torej obratno, lejs, zvezda, dejlam, nous, nouč, bous in podobno. In tako naprej. Potem sta se ti dve narečji razdelili na vsaka na 2-3 dele, torej smo dobili severno, zahodno, južno, vzhodno slovenščino in potem znotraj teh 4, bom rekel, večjih enot, potem nekako do 16. stoletja, to, kar imamo zdaj bolj ali manj na zemljevidu, z izjemo rovtarske narečne skupine, ki pa nastane potem še kasneje, torej 17. Recimo, ker ta rovtarska se deli prvotno na to zahodno pa južno, gorensko, skratka, Trubar, v času Trubarja recimo, če lahko rečemo, je bilo zelo poenostavljeno rečeno, še torej vse narečne skupine z izjemo te rovtarske, ki jih poznamo danes. In seveda tudi narečja se tudi danes še naprej spreminjajo, zelo verjetno se tudi oplajajo od sosedskih jezikov, pridobivajo prvine, jih bogatijo, danes predvsem tam, kjer seveda knjižni jezik obstaja, v šoli, v medijih, v javnosti iz knjižnega jezika in tako naprej. Skratka, jezik je dinamičen in nam tako rekoč, ko ga opisujemo in razlagamo, nas prehiteva, kar se spreminja. In mi tečemo za njim. No, kar se tiče narečij, bi imela potem še eno vprašanje, konkretno v zvezi z rezijanskim, terskim in nadiškim narečjem, za katera pogosto slišimo, da niso slovenska narečja, ampak da so slovanska narečja. Zdaj, kot smo že prej povedali, gre tukaj za nenatančno poimenovanje tega, ampak hkrati je tukaj recimo poleg jezikovnega problema, jezikovnega vprašanja še vprašanje identitete, ki je s tem zelo povezano. Pač govorci teh narečij se ne istovetijo vedno s Slovenci in imajo drugo zavest, torej lokalno, deželno, o sebi pravijo, da so po kulturi del Furnanije, recimo, ali kaj takega.
Ja, ta problem seveda poznamo, ne, in se vleče že zelo dolgo, ne, od Baudouina de Courteneja, če želite, ne, do potem jasno leta 1866, kjer je bil seveda tale plebiscit, ne, kot vemo, namreč te tri sklopi dolin, ne, torej Rezija, Ter, Nadiža, če tako ne poenostavim, tri barve tudi na tem zemljevidu, so zgodovinsko gledanje bile del Furlanije. To je popolnoma jasno. Tu ni nobenega dvoma in niso bile, predvsem v 19. tako povezane z osrednjim slovenskim prostorom. Zdaj, tu seveda je jasno vmes posegla tudi politika. Zdaj, če beremo takratni il giornale di Udine, 1866, po plebiscitu, ko se priključijo te Slovani, ki so glasovali seveda za Italijo in ne za Avstrijo, ker so bili ves čas del tega prostora, ker so imeli v času Beneške republike kot varuhi v bistvu vzhodne meje neke privilegije, in tudi neke vrste svoj parlament, tako rekel, parlament, nek svet, večjo, bi rekli, so v bistvu glasovali za Italijo in seveda takrat je tako se začela ta politika v bistvu poitalijančevanja. In gledajte, takratni časopis, ta, ki sem ga imenoval, lepo napiše, torej quelli slavi bisogna sterminarli, torej te Slovane je treba iztrebiti. Doviđenja. Nasvidenje. Skratka, torej, in to je bil recimo časopis, ki je predhodnik današnjega recimo časopisa Messaggero Veneto, ki je drugi časopis v deželi poleg Piccola, če tako rečemo. No, skratka, in zdaj seveda, kako to narediti? Tako da seveda jasno pač poudarjaš blazno razlike z drugimi, gojiš neki identiteti, ne daš šoli in tako naprej. In zdaj tu smo zopet pri problemu, ki smo ga že prej malo načeli, pri geolektih, sociolektih. Skratka, fenotip, torej genotip pa fenotip. Zdaj, absolutno je jasno, da so rezijansko, tersko, nadiško narečje slovenska narečja, da so nastali z neke skupne slovenščine, tle ni nobenega dvoma. Tako da, tlele je popolnoma jasno. Zdaj, kjer prije do stika, je seveda tale sociolingvistični vidik. Kot sem že omenil, ta prostor nekako je bil v zgodovini, torej politično-administrativno nekako ves čas ločen od tega osrednje slovenskega prostora. Najprej pod Aglejskim patriarhatom, od tega, ko je postal posvetna država 1077, in potem, ko pridejo Benetki 1420, seveda in vključijo patriarhat in postanejo nekako sosed cesarstva pod Beneško republiko, potem s Napoleonom, ki ukini Beneško republiko nekaj časa, potem med Avstrijo in Italijo in potem seveda po plebiscitu 1866, seveda od takrat v Italiji. In zdaj seveda jasno, že prej smo govorili o tem, da se pojem slovenski uveljavi v 19. stoletju, torej da prej je Vindiš, Slaviš in podobno. In seveda tudi enotni knjižni jezik se poenoti v drugi polovici 19. stoletja in se začenja seveda znotraj tedanje Avstrije počasi uvajati ob nemščini, kot tudi seveda leta 1949, kot tudi uradni jezik in jezik šole. In torej so potem govorci slovenščine, ne bom rekel Slovenci, takrat še morda so takrat spoznali seveda knjižni jezik in vse to, kar knjižni jezik prinaša. To pomeni zgodovino svojega prostora, potem literaturo, torej književnost svojega prostora, kulturo svojega prostora in tako naprej. In zdaj seveda vse to je na teh obrobjih, torej Beneška Slovenija, Benečija in Rezija in seveda podobno Prekmurje s Porabjem, zelo podobna situacija, od ogrsko, tako rekoč, od 10. stoletja, to vse tam manjka. Torej manjka ta, bomo rekli, akulturacija v krovni knjižni jezik, če tako rečemo.
In seveda jasno, zdaj, če nekega Rezijana vprašate, jaz sem precej delal z njimi, kaj so Brižinski spomeniki, ne vem, kdo je Tobar, kdo je Prešeren, kdo je bil Cankarov, seveda jasno ne bodo vedeli, zakaj ne. Kje smo se pa mi tega naučili, ja, seveda, v šoli, s tem, ko smo gledali medije, v svojem jeziku in tako naprej. Zdaj, seveda, če tega tam ni, in do nedavnega tam ni bilo šol slovenščino, in v večjem delu tega prostora jih še vedno ni. Mi imamo v teh 4 dolinah zdaj eno dvojezično šolo v Špetru, ob Nadiži, v Kanalski dolini, zdaj ne vem, kako je s to šolo ravno v Ukvah, ali bo, ne bo trijezično in tako naprej. In seveda, vsega tega vedenja, vsega tega znanja, ki ga smo imeli srečo spoznati mi v šolah s svojim maternim jezikom, torej v Sloveniji, na Koroškem in seveda potem na Tržaškem in Goriškem, seveda tega ni. In potem je jasno, da tu smo precej zamudili in seveda potem, če se to naplastijo še neka taka politikantska, bom rekel, politikantske manipulacije, ja, si vi tak ne razumete tistih, ki govorijo, tako kot v Ljubljani, torej to ni isti jezik, vi ste del Furlanije, kaj boste s tem vašim jezikom in tako naprej. Skratka, vse to so znane zgodbe tega, mogoče za medse ni treba razlagati, mogoče bolj o srednjeslovenskemu prostoru, in potem je seveda to precej razumljivo, da je stanje tam tako, kot je. Čas je zdaj, da si privoščimo še en glasbeni premor, preden se dotaknemo še zadnje teme za ta večer. Torej, iz istega niza posnetkov kot prej, posnetih v palači Lantieri v Gorici, si bomo zdaj privoščili čisto drugačne, romantične, nostalgične zvoke Chopinovega lirizma. Poljski mojster velja za enega izmed najbolj priljubljenih in vplivnih pianistov in skladateljev klavirskih skladb 19. stoletja. Komaj 15-letna Goričanka Sara Lupi nam bo v poslušanje ponudila Nocturno opus 15 številka 2 v Fis-duru. Na svoj izjemen talent je Sara opozorila z zmagami na referenčnih klavirskih tekmovanjih doma in v tujini. Tudi ona se šola v razredu profesorja Sjavuša Gadžijeva na Glasbeni matici v Trstu. Prisluhnimo torej interpretaciji tega znanega nokturna v tankočutni izvedbi Sare Lupi.
Slovenski jezik smo zdaj pospremili skozi razvoj, torej skupaj s sorodnimi slovanskimi jeziki. Zdaj pa je čas, da se posvetimo še zadnji temi za nocoj, torej stiku slovenščine z drugimi jeziki. Slovenščino namreč obkrožajo zelo različni jeziki, in sicer taki jeziki, ki so iz 4 različnih jezikovnih skupin in iz 2 jezikovnih družin. Kateri so ti sosedski jeziki slovenščine in kdaj je slovenščina začela sobivati z njimi? Zdaj, že prej smo omenili, da obstaja razlika med tole genezo pa potem torej okoljem, torej genotip, fenotip, če želite, genealoški oziroma arealni pogled. Zdaj, že sami slovanski jeziki, kot vidite, nekako kulturno, če tako zdaj poenostavimo glede na tradicionalno zgodovinsko stanje, pripadajo 2 velikima regijama. To pomeni, ki seveda je jasno povezano s tedanjo civilizacijsko zadevo, to je krščanstvom. Torej, tako imenovani, torej tisti, ki so bili pod vplivom zahodnega krščanstva, to pomeni tako imenovana Slavija Romana ali Latina, kamor so tudi slovenščina, potem ta hrvaški prostor, zahodnoslovanski prostor, in pa na drugi strani tisti, ki so bili bolj pod vplivom Bizanca, ne toliko Rima preko seveda nemškega prostora, to je pa tako imenovana Slavija ortodoksa in pa ali Slavija Greka. Torej, že tu vidimo, zdaj kako to vidimo, danes ne samo po veri, to pomeni, eni so katoličani oziroma protestanti, drugi so v bistvu pravoslavni z neko torej enklavo, islamsko, ampak v bistvu tudi potem, čisto po pisavah, prej smo govorili, to pomeni eni slovanski knjižniki, ki se zapisujejo v latinici, drugi pa seveda v cirilici, to je recimo ena taka zadeva. No, skratka, slovenski jezikovni prostor seveda sodi v ta zahodni del, tako imenovano Slavijo Romano ali Latino, hkrati pa seveda tudi v tak jezikovni laboratorij, ki jih je v Evropi ogromno in so seveda za jezikoslovce zelo, zelo fascinantni. Zdaj, če gremo kar po vrsti, ko so Slovani prišli na ta prostor v drugi polovici 6. stoletja in dejansko poselili prostor od Donave na severu, vzhodne Alpe do Jadranskega morja, tako rekoč, se je jezik, ki se je govoril tu, bil romanski. Tu so že bili v bistvu poromanjeni takrat že staroselci, ki so govorili neko ljudsko latinščino, takrat že bomo lahko rekli, že staroromanski jezik, zdaj to ne v latino, če gremo k sosedom. In seveda ta jezik se je takrat že v bistvu razdelil na 2 narečji, na tako imenovano zahodno in vzhodno, zahodno ali alpsko-romansko, iz katere potem pozneje nastane furlanščina, torej zahodni jezik slovenščine, in pa na vzhodno-balkansko romanščino, iz katere potem nastanejo istriotščina v Istri, ki še vedno obstaja, istrioto, potem torej dalmatščina in potem romunščina in tako naprej. Skratka, že tu imamo dve narečni ploskvi, ki pa seveda ju lahko dešifriramo na podlagi prevzetih imen v slovenščini. Zelo zanimivo, da je slovenščina tu pomembna za romanistiko. Na eni strani recimo imamo iz prvotnega latinskega civitatem, torej mest imamo čodat, na drugi strani je recimo v Dalmaciji caftat, ali pa logatec, ali pa celje. Zdaj, tu jezikoslovci bodo vedeli, da na zahodu imamo za latinski k že romanski č, civitas, čdat, na vzhodu pa imamo slovanski c, caftat, celje in podobno, logatec. Skratka, romanski jezik. Skratka, zdaj, če tako pozavne, torej furlanščina na zahodni sosed in pa istriotščina, ki je danes ohranjena samo še v tem jugozahodnem delu Istre med Rovinjem in Puljem, sta jezika, ki sta tu prisotna, seveda v svojih različicah časovnih od iz antike. Torej,
kaj se potem zgodi? Potem seveda vemo, že prej smo omenili Karla Velikega, Bavarce, potem Franke, ki začnejo kneževine v vzhodnih Alpah, Karantanjo, severno od Karavank, Karnijolo, južno od Karavank, počasi integrirati v svoje državne tvorbe. In takrat seveda torej alpska slovanščina, če hočemo biti natančni, pride v stik z bavarsko, takrat staro visoko nemščino. To je tisto, iz česar potem nastane nemščina, in takrat se začnejo potem Bavarci poseljevati vzhodne Alpe po Donavi, po dolini Donave in potem po pritokih, recimo po Aniži, Rabi in tako naprej. Zdaj, kako vemo, da so bili Slovani tu pred Bavarci, alpski Slovani pred Bavarci? Zopet imena, zemljepisna. Namreč, recimo, če dam kar nekaj torej, ta imena, ki so jih Slovani prevzeli od staroselcev, poromanjenih staroselcev, so potem ob prihodu Bavarci prevzeli Slovanov. Recimo, en tak primer, recimo, je Raba. Torej, substratno ime, iz katerega je nastala današnja Raba, je Arba. In tale Arba je v slovanščini doživela nek premet Ar-Ra, če zelo prenostavim, iz Arba v Raba, podobno kot Karsum Kras, kot Karnium Kran, kot Arsija Raša in tako naprej. In seveda to že v slovanščini, alpski slovanščini spremenjeno obliko Raba, ne več Arba, so potem prevzeli seveda Bavarci in danes se glasi Rab. Podobno recimo, ne vem, je iz Karnija nastal Kranj, potem je to Krajnburg, podobno je iz Keleja v slovanščini nastalo Celje in to nemško Cili, ali pa iz Pojtove v slovensko Ptuj, ki je potem Petav in tako naprej. Skratka, imena nam lepo povejo, kateri jezik je kateremu jeziku dal imena. In seveda potem so jasno tudi govorci slovanščine in slovenščine prevzeli od tu že potem naseljenih stacioniranih Bavarcev njihova imena, recimo gradov, pomislimo, Šoštan, kaj imamo še, zdaj mi ne pride ime Valvazor, Bogenšperk in tako naprej, Bekštan in tako. Skratka, potem, kaj se zgodi, potem so tle na vrsti Benetke, oziroma še prej pridejo Madžari v Panonsko nižino in nekako madžarizirajo torej Panonsko nižino in samo na zahodnem obrobju se potem ohrani ta naša poznejša panonska narečna skupina, kajkavska narečna skupina in tako naprej, poznejša. Skratka, neko tako simbolično letnico, oni navajajo 896, pravi temu von Voglalage, skratka, zavzetje domovine. Potem seveda so tu Benetke, ki se začnejo širiti tam, proti torej v visokem srednjem veku, prve pogodbe o zaščiti in zvestobi, torej istrska mesta recimo sklenejo konec 10. stoletja, Koper, že prej, 932, ostalo potem v 11. do 13. stoletja in seveda s tem pride v ta prostor ob obali, to pomeni Meransko, Gradeška laguna, Tržič, Monfalcon, torej naglas je na Tržič v Tržiču, ki ga lahko ločim potem od gorenjskega Tržiča, tam je Tržač, na zahodu je Tržič, kot je recimo na Gorenskem Otrok in je na kraškem območju Otrok. In potem seveda Trst, Milje, Istra, Kvarner in seveda tu asimilirajo v tem južnem delu seveda furlanščino. Furlanščina je bila nekoč tudi v Trstu, tako imena tergestinščina, to je bilo furlansko narečje, ki ga ločim od triestinščine, sodobnega, tako imenovanega v romanistiki kolonialnega beneško-italijanskega narečja, in seveda muglizanščina, torej tudi furlansko narečje Trsta, furlanščina se namreč nekje govorila do Mil. Potem od Kopra naprej je bila pa že istriotščina. Skratka, tako da v bistvu tudi potem v italijanščini ločimo il mulizano in il mugezano, to tudi za malo medkulturnega dialoga.
In potem seveda je to bolj ali manj to. Potem v srednjem veku seveda se priseljujejo sem še Judi, in potem seveda še v času turških upadov, bežijo skoki z juga, tako da imamo danes recimo to, kar je na karti Čiško narečje, v Sloveniji celo, je to seveda Čakavščina, srednja Čakavščina. Ali pa recimo v Južni Beli krajini, je srbska Štokavščina, tam so vasi, Bojanci in tako naprej, kjer se govori štokavsko, podobno, severno gor od Prekmurja na nekdanjem Ogrskem, severno od Porabja, tako imena gradiščanska hrvaščina. To je vse prišlo, kar je bežalo, tako reč pred Turki, in se tudi Romi v tem času. Torej, na Gorenjskem Sinti iz tega nemško govorečega prostora, dolenski, torej iz tega srednjojugoslovanskega in prekmurski, seveda s karpatskega bazena. Tako da nek tak pisan mozaik, ki danes se nekako združuje romansko, torej vejo, torej slovansko-germansko jezikovno vejo ali skupino indoevropskih jezikov in seveda potem še torej ugrsko vejo ugrofinskih oziroma širše rečeno uralskih jezikov. Če bi hoteli reči, kateri jezik je najbolj vplival na slovenščino v preteklosti, bi morali ločevati dva prostora, torej osrednjeslovenskega in obrobni prostor. Torej, zanima me, če lahko opredelite to razliko med osrednjeslovenskim prostorom in med obrobnim prostorom in potem še, če lahko natančneje poveste, kaj v zvezi s slovensko-nemškim jezikovnim stikom na tem prostoru. Ja, seveda. Osrednjeslovenski prostor seveda je bil integriran v te neke politične tvorbe, ki so imeli svoje centre v nemškem jezikovnem prostoru. Torej, od Karla Velikega, od integracije, smo rekli, Karantanije, 743-45, Karniole nekoliko pozneje v času frankovsko-avarskih vojn, 795, in tako naprej, in tako naprej, in tako naprej, v bistvu do konca, do razpada Avstro-Ogrske leta 1918. In to je to pomeni osrednji prostor. To pomeni, kamor seveda tudi Trst in Gorica, ker sta bila del tega prostora. Skratka, Kranjska, Koroška, Štajerska, torej Goriška potem kasneje in Gradiška in seveda mesto Trst. In v tem prostoru seveda je bil jasno nemški jezikovni in kulturni vpliv zelo, zelo močen. In ga lahko seveda primerjamo kot, da si bolje predstavljamo, kot v času globalizacije in digitalizacije danes angleški jezik, kjer vse, kar je novo, vse, kar je cool, kar je šik, kar je in prihaja iz angleščine. In takrat seveda je vse prišlo iz nemščine. V mestu je nekdo prodajal nek nov tip mila, in Slovan je seveda doma se umival z milom, ko je prišel v mesto in je tam nekdo, recimo na tržnici je pil zajfe, v srednji visoki nemščini še veda, takrat mi je rekel zajfe, kot danes, oziroma sajfe, je seveda Slovan to slišal, pogledal to milo, ga prevzel in seveda prevzel besedo. Tako, to je zdaj, recimo, če tako to stvar. Zdaj, seveda, na obrobju je drugače. Prej smo že govorili o Rezi, Teru in Nadiži, kjer seveda jasno je bil nemški vpliv zelo močen do v bistvu konca Oglejskega patriarhata. Oglejski patriarhat seveda absolutno je, torej Oglejski patriarhi so bili v tem obdobju, torej kot gospodje, kot v bistvu z nemških dežel, mislimo Bertrand, Andeški in tako naprej, že sama imena, torej Johan in tako naprej. Skratka, in to se vidi tudi recimo v jeziku, torej rezijansko, tersko, nadiško, imajo še te v bistvu izposojenke iz stare in srednje visoke nemščine, recimo še za poklice Šoštar, recimo Žnidar, Maler in tako naprej. Potem pa na tem območju začne, torej seveda zaradi vključitve v Beneško republiko, precej močan vpliv furlanščine, beneške italijanščine. Tako da mlajše izposojenke so pa že iz teh dveh idiomov. In seveda tudi nadomestijo nekatere druge, recimo Tišlerja, lahko že potem, ali pa Cimermana, že nadomesti Maringon, imajo že Savon, nimajo Žajfe, torej imajo že romanizem.
Tako da je treba to. In seveda na vzhodu, jasno, Prekmurje s Porabjem, kjer živijo v bistvu 10. stoletja, tako rekoč v okviru Ogrske, tam tudi potem razvijajo svoj knjižni jezik, vzporedno s kranjskim, sicer skoraj 200 let pozneje, prvi katekizem je tam 1715. leta, tako da, in seveda ta knjižni jezik ohranijo nekako do 19. stoletja, ko se začne približevati ga v Prekmurju, po priključitvi, če rečem tako, združitve bolje mogoče, z ostalim slovenskim prostorom po prvi svetovni vojni, v Porabju pa še vedno nekako imamo neke ostanke, pišejo še vedno tudi v narečju in tako naprej. Skratka, v osrednjem prostoru pa seveda absolutno nemščina, predvsem seveda na ravni besedja. Če pomislimo vse, kar imamo doma, tako rekoč je vse nemško, je glaš, je taler, zdaj v središču je še več tega kot na zahodu, in tako naprej, flaša, ne pa samo besedja, tudi lahko že slovnične zgradbe, kar kaže na zelo, zelo tesno sobivanje teh dveh jezikovnih skupnosti. Recimo, že pri tem vidimo ta prvi del tega Novega testamenta, neke vrste določni člen. Ali pa recimo, če beremo še novice, v 19. stoletju imamo še tale cu infinitiv, ko je vedno nedoločnih na koncu. Vse to moramo danes in še postoriti, to potem vse to narediti in tako naprej. Ogromno je potem seveda tudi kalkov, pehhaben, torej imeti smolo, ali pa recimo zastopiti, verstehen, do potem učenih besed, izlet, Ausflug iz 19. stoletja in tako naprej. Skratka, ta vpliv je bil tudi na neki stopnji tudi na ravni slovnice. Zdaj seveda danes morda nimamo več tega občutka, zato ker smo v drugi polovici 19. stoletja, vsaj v osrednjem prostoru, da rečem tako zelo, zelo slovensko popucali jezik, ga počistili, predvsem besedja in skladenskih kalkov, torej za knjižni jezik, zdaj seveda govorim, in seveda so začeli potem na veliko, v drugi polovici 19. stoletja, Jurčič je bil zelo priden, pripovedniki, časnikarji so bili zelo pridni, potem je pisal Breznik, prevzemali seveda slavizme. Skratka, žajfa ni v redu, to je nemško, vzemimo, kako rečejo Rusi, milo, ok, dobro, vzemimo milo, pa bomo imeli milo, ampak še danes se imamo žajf, čeprav je pa že tekoče milo, a vidite, ker je pa, to pa je iz knjižnega jezika prevzeto. Skratka, in kaj je zdaj imelo za to posledice, seveda, da je jasno slovenski knjižni jezik, seveda je postal na videz, če tako rečem, bolj slovanski, ima več slovanskih besed noter, je bolj razumljiv drugim Slovanom, recimo Rusom, milo, če bi rekli žajfa, najbrž bi, ali pa savon, bi težje razumeli kot milo. Zdaj tu seveda moram tudi pripomniti, da zdaj so tudi ponekod v slovanskih deželah zelo popularne te leksikometrične študije, kjer preštevajo, koliko besed med posameznimi jeziki je podobnih, to seveda je super, da vidimo, koliko se Slovani razumemo na ravni knjižnih jezikov, ampak na ravni narečij, seveda, potem pa rečejo, ja, ok, imamo milo, mi tudi milo, torej je enako. V pogovornem jeziku je pa seveda žajfa, je pa flaša, in tako naprej. Zdaj, seveda, je pa tudi res, da na obrobju je ta slavizacija povzročila, pa seveda, zdaj, če spet se vrnem, Rezija Terna Diža, tudi avstrijska Koroška, s to torej vindišarsko teorijo, in tudi potem uporabil s to vendsko teorijo, je seveda naredilo tudi precej težav, kajti seveda, sej oni rečejo zelo jasno govorci, se mi ne rečemo steklenica, se rečemo flaša, torej ne govorimo slovensko. A razumete, kaj se je zgodilo? Skratka, tale knjižni jezik se je morda potem od teh govorcev, ki imajo manjši stik s knjižnim jezikom, ki se ga niso imeli možnosti naučiti v šoli, seveda je postal bolj oddaljen, ker je postal bolj slovanski. Tako da sta tu dva vidika, oboje treba upoštevati.
Nemščina pa ni vplivana samo na slovenščino, temveč tudi na druge jezike, ki so živeli v sklopu teh velikih večjezičnih in večkulturnih politično-zgodovinskih tvorb. Zato bi zdaj vam kot zadnje vprašanje še podala sledeče, torej nekateri jezikoslovci govorijo o nekem domnevnem srednjeevropskem jezikovnem arealu, v katerega spadajo tudi drugi jeziki, ki so bili torej vplivani strani nemščine. Kateri so ti jeziki in ali se res da potegniti neke skupne črte v razvoju vseh teh jezikov? Ja, zdaj tako je, zdaj ugotovili smo, torej eno je genotip, drugo je fenotip. Eno je geneza, po genezi je slovenščina slovanski jezik, zahodno-južnoslovanski jezik, tle ni nobenega južnoslovanski jezik, zahodno-slovanski jezik, da grem po hierarhiji genealoški, je pa, kot smo tudi zdaj videli, bil zelo vplivan, zdaj v središču se predvsem govorimo o nemščini. Zdaj, in to ni stvar samo, torej ni značilno samo za slovenščino, kot ste lepo rekli. Skratka, tudi druge jezike je. In zdaj, kaj se pa zgodi? Če pa neki jeziki živijo zelo veliko časa v medsebojnem stiku. In zdaj stik, torej bavarske visoke nemščine slovenščino je trajal do 1918, oziroma to obdobje, seveda traja še vedno danes na avstrijskem, koroškem in štajerskem, absolutno ja, ampak v tem osrednjem prostoru je trajal v bistvu 1200 let, in v tem času se pa lahko zgodi, da nek jezik ne prevzame od tega vplivanega jezika samo besedja, ampak tudi slovnično zgradbo, kar sem v bistvu tudi prej predstavil na kratko. Zdaj, seveda, takih pojavov, takih arealov je v Evropi več. In zdaj, tak v slavistiki, zdaj govorim za slavistiko, najbolj znan areal oziroma jezikovni areal oziroma celo jezikovna zveza, torej areal je prostor, zveza je že večji, torej je bolj, pomeni večjo jezikovno povezanost, je tako imenovana Balkanska jezikovna zveza. Balkanska jezikovna zveza seveda vključuje jezike na Južnem Balkanu, ki si niso med seboj ožje sorodni, ampak so živeli na tem prostoru v bistvu precej časa, od 6. stoletja, če govorim stališča slovanskih jezikov, in so potem začeli se spreminjati, so začeli postajati podobni v jezikovni zgradbi. Zanje začela neka drugotna jezikovna podobnost. In začetnik te teorije, oziroma tega proučevanja je bil Jernej Kopitar. On je recimo leta 1829 objavil v Jahrbuecher der Literatur en članek o albanščini, romunščini in bolgarščini. Torej, takrat je albaniš, valahiš in bulgariš, je to poimenoval, vidite tudi takrat romunščina, ni bila romunščina, torej vlaščina, če tako pogledamo. In je ugotovil, da imajo zelo, zelo podobne značilnosti. To pomeni nek albanski jezik, torej indoevropski jezik, ki ni slovanski, bolgarščina, takrat je bilo mišljeno seveda to, kar danes pojmenujemo bolgarščino, in pa romunščina. In seveda imajo člen za besedo. Ne rečejo ta kruh, ampak rečejo kruh ta. Če poenostavim, rečejo ta hiša, hiša ta. In cel kup nekih drugih značilnosti, ki so seveda posledica nekih zbliževalnih procesov v jeziku. In zelo slikovita ta njegova izjava, ko pravi, nur eine Sprachform herrscht aber mit dreierlei Sprachmaterie. Torej, ista oblika, ista struktura skladenska, ampak trije različni jezikovni materiali. Torej, slovanski, torej romanski in pa albanski material. Zdaj, ta jezikovna zveza je danes, balkanska jezikovna zveza, je seveda fakt, dejstvo, večina jezikoslovcev seveda s pridržki, z vso seveda jasno kritičnostjo, nekako tako. In zdaj, na podlagi tega teorema, če rečemo, nekateri skušajo tudi definirati srednjeevropsko jezikovno zvezo, kjer pa naj bi seveda pod vplivom nemščine nastali te zbliževalni procesi. Zdaj, na jugu balkanske jezikovne zvezi naj bi bila ta romunščina, ta romunski
substrat, adstrat naj bi vplival na to. Ne? Ampak zdaj, če tako povzamem, skratka, ta podobnost med jeziki v srednjeevropskem arealu, kamor naj bi poleg nemščine vplivajočega jezika spadali še potem tako imenovani srednjeevropski slovanski jeziki, torej slovenščina, deloma tudi osrednja južna slovanščina, ter zahodnoslovanski jeziki, torej češčina, slovaščina, ružiška srbščina, poljščina, kašubščina, seveda najverjetneje tudi polabščina, tam imamo premalo gradiva. Ti jeziki še zdaleč ne izkazujejo toliko podobnosti na slovnični ravni kot ti balkanski jeziki. Tako da zagotovo o neki, vsaj jaz mislim, neki jezikovni zvezi ne moremo govoriti, lahko pa rečemo nekemu arealu, ki vpliva. In, pozabil sem še madžarščino. Torej nemščina, torej tako imenovani srednjeevropski slovanski jeziki in pa madžarščina. In zagotovo vplivi so, v besedju zagotovo, vplivi so deloma tudi v slovnični zgradbi, je pa res, da je precej teh vplivov bolj, torej, kar se slovnične zgradbe tiče, predvsem v knjižnih jezikih, recimo, in so zelo mladi pri oblikovanju knjižnih jezikov, izoblikovanju knjižnih jezikov iz druge polovice 19. stoletja. Recimo en tak primer jezikovne konvergence, zbliževanja je en besedotvorni vzorec, tipa, ne vem, v slovenščini lahko rečemo vino, vinar, vinarstvo, vinar, kot tisti, ki ima neko vezo z vinom, in vinarstvo, dejavnost tega vinarja, v drugih jezikih, in tega je ogromno v slovenščini, strojar, strojarstvo, če pomislite konjar, konjarstvo, tu so vsi ti tradicionalni poklici dejavnosti, recimo tudi širše slovansko je to, ne tako pogosto kot v slovenščini, češčini in slovaščini, ravno v teh jezikih, ki so jedro tega vplivanega območja, in imajo popolno identične vzporednice, podobnosti tudi v nemščini in madžarščini, recimo. Če vzamem ta slovanski, ki je najbolj razširjen, riba, ribar, starejše za ribiča, ribarstvo, vidite, imamo v nemščini isto fiš, fischerei, torej drukeraj, vidite. In v madžarščini isto hal, riba, halas, ribič, tisti, ki ima zvezo z ribo, in potem halasat, torej ribištvo, dejavnost tega ribiča. Tako da to je en tak fragment, ki pa je seveda nastal torej s kultiviranjem knjižnih jezikov v drugi polovici 19. stoletja, s čiščenjem germanizmov in uvajanjem kalkov, tako rekoč tako, da zdaj o neki jezikovni zvezi, tako kot recimo o balkanski, v srednjeevropskem prostoru, po mojem mnenju, ne moremo govoriti. Je pa treba poudariti, da gre za drugotno jezikovno podobnost, drugotno, ni tista genetska, in da ta jezikovni areal, to je vedno zgodovinsko jezikoslovni pojem. To pomeni, ti jeziki so se nekaj časa v tem prostoru skupaj spreminjali. Danes se jeziki, torej nekdanji balkanski jezikovni zvezi, ne več spreminjajo zbliževalno. In seveda tudi potem po razpadu Avstro-Ogrske, tudi v tem srednjeevropskem tako imenovanem prostoru, ti jeziki ne vplivajo drug na drugega. Tako da to je zgodovinski pojem, ki ga moramo umestiti nekam in nima nobene zveze z raznimi srednjeevropskimi idejami, ki se širijo v publicistiki, novinarstvu, kdaj celo v politiki in tako naprej. Tako da tu je treba povedati, da srednjeevropski ima in balkanski ima v jezikoslovju terminološki pomen. To je jezikoslovni termin in seveda ni nujno povezan s katerim drugim pomenom, politično-zgodovinskim, kulturno-zgodovinskim, zemljepisnim ali kaj podobnega. Profesor Šejke, hvala lepa za ta izčrpen pogovor. Spoštovani poslušalci, prišli smo k koncu nekako tega uradnega dela današnjega večera. Če imate kako vprašanje, vtis, komentar, vas zdaj vabim, da ga izrečete osebno ali pa da ga zapišete v klepetalnico. S profesorjem Šejkljem sva tu na razpolago. Mogoče bi med tem časom še izkoristila priložnost, da se vam zahvalim, da ste preživeli z nami ta večer.
Lepa hvala tudi Glasbeni matici za sodelovanje in pomoč pri organizaciji tega srečanja in ne nazadnje profesorju dr. Mateju Šeklju, da je sprejel naše povabilo. Hvala. Hvala vam za povabilo in lepo, da povezujemo, to pomeni slovenski jezikovni prostor s sosednjim in hkrati tudi slovenski jezikovni prostor znotraj. In lepo, da te pobude prihajajo za mejstva in upam, da se je tudi osrednji slovenski jezikovni prostor česa naučil v tem pogovoru. Ja, moram reči, da smo danes res, nam je uspelo združiti veliko ljudi, tako rekoč res cel slovenski jezikovni prostor. No, prebrala bom še 2 čestitke, ki sta prišli iz Facebooka, torej Matejka Grgi, čestitke, Vikra, zanimivo predavanje, pozdrav profesor Šekli in Nina Pahor, in pa lektorat slovenščine v Padovi, še ene odlične izjeme, hvala gospe Pahor in doktorju Šekliju. Hvala za pohvale. Zelo pozdravljamo svet Matejko in pozdravljamo naprej Polono najbrž v Padovo, No, izkoriščam še priložnost, da vas povabim na naslednje srečanje v okviru niza kulturnih dialogov Izjeme Eccezioni, ki bo potekal maja. Točen datum vam bomo še sporočili, ker je prišlo do nekih zapletov. Predavanje z naslovom O grafični umetnosti s Frankom Vecchietom, obmejnim umetnikom, Stampa d'arte con Franco Vecchiet, artista di frontiera, bo potekalo v italijanščini. Vodila ga bo Vikrina pevka in grafičarka Alessia De Bortoli. Počasi se poslavljamo tudi od naših poslušalcev na Facebooku, ker bomo prekinili prenos, če ni drugih vprašanj. Poslušalci na Zoomu pa lahko prosto odidejo, kdor želi, pa lahko ostane še za kak pozdrav ali kako besedo v bolj neformalnem in sproščenem vzdušju. Preživite lep preostanek tega večera.